to je bilo 4 leta nazaj, se je bavil v glavnem s plezanjem po hribih. Pa je mene to tako malo zanimalo, pa sem mu rekel, da ne enkrat sabo vzel, ne. In sva šla skupaj plezati en dan, na kar je ugotovil, da jaz boljš plezam, kakor on, kljub temu, da sem prvič sploh šel plezati, ne. In me potem nikoli več ni hotel sabo vzeti. Sam mene je pa stvar začela toliko zanimati, ne, da sem se vpisal naprej v društvo na Vrhunko. Pa potem sem malo spoznal prijatelje, pa kolege, pa smo malo skupaj šli plezati. Naprej tako kar malo s kakšnim čudnim vrbem, pa čudne oponke smo imeli. Ampak smo začeli trenirati. Ta stena v Retu se je plezala že zelo dolgo nazaj na tehničen način. Takrat sem jaz plezal še tako bolj malo rekreativno, ne, in se mi je ta stvar zdela blazno težka, ker da ne bom nikoli splezal, ne. Ker smo se vedno hecali, kako bi bilo fino, ko bi bil brdavc, pa bi lahko splezal vse, ker bi bil tako močen. In zaradi tega je bila ta smer taka meni nedosegljiva in sem rekel, bo pa brdavc, ne. Takrat, ko bom jaz brdavc, bom pa splezal. In sem ja. Pri prostem plezanju je tako, da so določene meje, ne. In ta smer je ocenjena z spodnjo 10. stopnjo, ne. In cilj vsakega plezalca je res vsakega doseči to stopnjo, ne. In za mnoge je to tudi nedosegljiv, ne. In ta smer je bila prva, ko sem jaz plezal teh težav, ne. In sem se tudi zato odločil, da bom poskušal nekoč na solo vzpon narediti čez to smer. Smer sem počistil naprej pred vzponom z zobno ščetko. Dost vico je že padel na ta račun. To zaradi tega, da se odvečni magneziji stran, da sami oprinki toliko ne drsijo, ne. Drugače pa mislim, da so priprave pred vzponom večjega pomena, kakor marsikdo misli, ne. Zato, ker si od spodaj se moraš čisto prepričati, izključiš vse zunanje dejavnike in se poglobiš vase v smer. Jaz imam recimo stvar tako zrišten, da sebe iz vrha gledam, kako jo bom plezal, ne, in si predstavljam posamezne gibe, kje je težko, kje je nevaren. Tudi dosti ljudi je bilo od spodaj, na kar mene načeloma ne moti, in tudi takrat ni. Ta stena je tako zaprta, zgleda kakor en hladilnik, nikoli ni sonce noter. In jaz sem pobegnil od vseh teh ljudi, sem šel malo stran, tja zraven tudi en izvir in sem se tja na tla usedel in sem se gledal iz vrha v smeri, sem se gledal, kako bom stvar splezal, kako bo potem, ko bo vsega konc, kako bom začel. Sem se usedel, zamižal, poslušal vse okrog sebe. Potem sem prišel nazaj, pod smer sem se pripravil. Tisto se mi je zdelo pa najtežje. Splezati smer z vrvjo, ne, je nekaj popolnoma drugega. Tudi dosti slovenskih plezalcev je že splezala, ne. Da čim zadevo brez vrvi splezati, je pa čisto nekaj drugega. Kaj sem si rekel? Gremo, pa sem šel. Da se za to odločiš, ne, moraš dosti sebe poznati, da boš vedel, da si sploh sposoben to narediti ali ne, a ne. Dejstvo je, da moraš biti 100%, ne, ker če padeš tukaj dol, je lahko zelo narobe, ne. Križa na gor. Dejstvo je, da je drugim težko govoriti o tej stvari, ki jo ne poznajo, ne. Vsak pove sicer svoje mnenje, a ne, ki je pa, da je stvar nevarna in da je nima smisla početi, ne, in na te stvari sploh ne razmišljaš, ker se pač ne smejo zgoditi, ne, in stvar izključiš.
Potem bi začel razmišljati šele potem, ko bi padel na tla, če bi še lahko. Brez tega bi težko šel, no, v tako smer, v take stvari početi. Mene ni nič ogrožalo. Mogoče bi lahko kakšen meteorit priletel, ampak to je zelo majhna možnost. Takrat sem sam plezal, pa nisem mislil, nič drugega. Nič me ni ogrožalo. Če bi delal to zaradi tekmovanja, ne, potem tega ne bi delal. Tako lahko rečem, ker je neumnost to početi zaradi tekmovanja. Da bi me kdo posnemal, oziroma mene in Toma Česna, ne. To je v bistvu naju osebno ne skrbi preveč, čeprav je zelo nekako tudi odgovorno take stvari početi, ko so jih midva, ne. Tako stvar narediti, oziroma se odločiti, da boš kaj takega naredil, je zelo težko. Je le stvar toliko nevarna, da se ne da kar tako snimati, ne. Potem je pa kamen se odvalil od srca. Se težko opisati. Zelo v redu občutek. Blažen. To bodo tisti vedeli, ki so si zastavili že kdaj tak cilj. V bistvu na prvi pogled zelo težek, pa so ga dosegali, ne. Čestitke, ja. Čestitke, čeprav jih je zelo zoprn sprejemati, vsaj meni. Če ti vsak ponuja roko, pa ali ga poznaš, ali ga ne poznaš. Pa zelo fajn je bilo, ne. To je super, to je en zelo fajn občutek, če ti nekaj uspe po tokem času načrtovanja. Bi želel vsakmu tak občutek doživeti. Hare Krišne poslušal.